kolikšna je dejanska samooskrba Slovenije s prehrano v tem trenutku in v kakšnem času bi lahko dosegli, bom rekel, neko blizu popolne samopreskrbe, če je sploh možno o tem govoriti. No, v živalskem delu smo zelo dobro samooskrbni. Torej, mleka imamo okoli 130%, ker ga pojemo, govejega mesa imamo 100%, okoli 100%, belega piščančjega mesa ravno tako, jajc imamo ravno tako dovolj, manjka nam prašičerejskega mesa, tukaj smo nekje na 40%. Zdaj, pri rastlinskem delu smo pa bolj odvisni od posameznih let. Zdaj, za nami sta dve dokaj dobri leti, 2020 je bila rekordna letina v rastlinski pridelavi in takrat smo imeli samooskrbo z žiti celo 88%, z krušnimi žiti okoli 60%, koruze celo več, kot jo porabimo. Tudi sezona 2021 ni bila bistveno, ali pa ni bila prav veliko slabša od tiste prej, torej imamo za sabo dve dobri leti. In tudi, če pogledamo nekatere bilance uvoza, izvoza nekaterih ključnih surovin, kot so recimo ravno pšenica, kot je recimo pšenica, pri pšenici smo v lanskem letu uvozili okoli 90 tisoč ton pšenice in izvozili okoli 90 tisoč ton pšenice. Kar pomeni, naša ključna naloga je, da to pšenico, oziroma da to, kar pridelamo, resnično ohranimo, zadržimo v Republiki Sloveniji. In da potrebujemo vsem dostopno javno zdravstvo pod enakimi pogoji in to takoj, ko človek to potrebuje. Ne. Za nas so čakalne vrste nesprejemljive, imamo program, kako seveda to odpraviti pa tako, da damo na razpolago vse možne kapacitete, ki delujejo v zdravstvu, da ljudje pridejo z napotnico, je čisto vseeno komu, ali k zasebniku, ali k koncesionarju, ali v neki javni zavod. Glavno, denar mora slediti pacientu. In jaz to močno zagovarjam, zato ker sem to izkusila tudi na svoji koži, kako pomembno je pravočasna oskrba, pravočasno obravnava pri specialistu. Uspešno ste prestali tudi interpelacijo. Kako pomembna pa se vam zdi integriteta politikov? Namreč v tem vrtincu rumenih medijev vas in tudi druge politike mnogi želijo prikazovati predvsem v slabi luči. Interpelacija je bila veliko darilo opozicije meni osebno, zato ker če do interpelacije kdo ni vedel, kdo je Janez Cigler Kralj, so po 17 urah in po vsem medijskem pompu okrog interpelacije zagotovo vsi vedeli, kdo je Janez Cigler Kralj in kaj dela in kaj so njegovi načrti. Integriteta osebna kot politična je zame izjemno pomembna. Brez tega ne moreš, bi rekel, brez neke osnovne integritete ne moreš z ženo, s partnerico in z družino živeti, sam pred sabo ne moreš živeti in tudi, ker mi vera veliko pomeni, tudi v duhovnem smislu ne moreš živeti. In vse to seveda sem prinesel tudi v svojo ministrsko funkcijo, v to odgovornost in dejansko lahko rečem po domače, pa mislim, da bodo vsi razumeli, jaz zelo dobro spim po noči, zato ker sproti čistim in svojo vest in to, kar delam in imam zelo dobro ekipo okrog sebe, ki me lahko tudi opozarja na mogoče morebitne pasti, stranpoti in tako naprej in me kalibrira, če se malo bolj strokovno izrazim, da ostanem na tej poti integritete. Naj pohvalim, izgledate kljub predvolilnem času zelo naspani in tako da nasmejani še vedno, tako da zgleda je integriteta tudi pot k manj gubam za politike, da se ne boste preveč gubali. Integriteta, v glavnem, to je boljše kot kolagen.
Študirali ste pa teologijo, sedaj pa ste minister za infrastrukturo. Lahko bi rekel tudi malo čudna sopota gospodova, a kot minister ste se izjemno izkazali. Kje pa bi lahko rekli, da se skriva tista vaša prednost, ki je drugačna od drugih? Ne, zlasti v tem, da smo mi pognali ogromno projektov, ki so prej stali tudi desetletja, smo jih mi pognali naprej. Ne. Tretja razvojna os smo začeli graditi še na Koroškem delu. Gradimo predor Karavanke na novo, smo ga mi začeli. Drugi tir se gradi se praktično po celi Sloveniji, kjer se prej nikoli ni. Ne. In so ljudje samo upali, da bi lahko dobili novo cestno in železniško infrastrukturo. Mi smo to uresničili. Bi rekli, da naša domovina trenutno rabi veliko molitve? Ja, rabi veliko molitve. Okay. Organizirali smo skupaj z seniorji izlet v Kranj, kjer smo se peljali z vlakom. Vemo, da ima naš minister Vrtovec, Jernej, je pripravil tako, da imajo upokojenci zastonj vožnjo z vlakom. Bilo je kar 60 udeležencev. In vsi so se zbrali tukaj? Vsi smo se zbrali tukaj smo šli peš preko Bežigrada, ki je moj Bežigrad, na železniško postajo, smo se peljali v Kranj in potem nazaj. Bili smo pa na dnevu zastave, dan zastave, in smo takrat tudi malo zastavce delili, imeli smo svojo zastavo. Kako pa si v bistvu sploh zaplavala v te strankarske vode? Kdaj se je koliko si stara, da najprej vprašam? 23. To se sicer ženski ne sprašuje, ampak glede na to, kako je mlada, mislim, da mi ne bo zamerila. 23 si stara in kdaj si začutila ta klic v strankarske vode? Veš kaj, jaz sem se včlanila 2012, tu sem pa, mislim, da 9. razred, nekaj tazga, v Mlado Slovenijo. A to sploh že sprejemajo, takrat kandidate? Očitno. Sem se v Stični mladih včlanila. A veš, ko imaš stojnico, pa tam so eni kul ljudje, malo se smejijo, pa izgledajo fajn, pa si tako. Ampak prej pa nisi spremljala? Ne, čisto nič. Pa sem, ne vem, pa sem pa bila v Brežicah, je bil kongres Nove Slovenije, v Portorožu je bil kongres Mlade Slovenije in pa tako počas. Pa sem 2018 delala v kampanji in sem spoznala pol te, ne vem, Ana Marijo Špelič, pa Antona Žana Vranca in... Živjo Ana Marija, živjo Anton. In pa smo z njimi šli skupaj z izvršilni odbor Mlade Slovenije in pa nekako padeš. Se pravi, te je prepričal ta, bom rekel, ta nasmejanost, preprostost ljudi ali enostavno program? Kaj te je takrat? Ja, takrat mene politika res ni zanimala. In v bistvu, se pravi, si zaradi ljudi, zaradi nekih prijateljev, zaradi nekih dobrih odnosov šla v to? Ja. No, to je lep začetek.